Na današnji seji Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje bomo obravnavali zahtevo naše poslanske skupine na temo nepravilnosti pri delu Komisije za preprečevanje korupcije v času, ko jo je vodil gospod Kos. Gospod Kos je sicer napovedal svojo odsotnost, vendar smatram, da je potrebno razpravo kljub temu opraviti, da ugotovimo, kaj je s tistimi 1400 zadevami, ki so v času primopredaje med gospodom Kosom in gospodom Klemenčičem ostale ali ne evidentirane, odnosno ne raziskane. Seveda nas posebej zanima, ali je gospod Kos delal selekcijo, na kakšni politični osnovi. To bo eno temeljnih vprašanj. Naslednje vprašanje, ki se v zvezi s tem pojavlja in je po moji oceni zelo vprašljivo, odnosno je potrebno stvari raziskati, pa je vprašanje, ali je imel gospod Kos pogodbene sodelavce. Ne gre toliko za vprašanje, ali jih je imel ali ne, lahko bi jih imel, vendar nastane temeljno vprašanje, ali so to lahko kriminalisti. Obstajajo podatki, da naj bi pogodbeno z njim sodelovali gospod Volmut, kriminalist iz Kopra, kriminalist Šušteršič, kriminalist Erhatič in morda še kdo. Če so ti ljudje bili upokojeni, je seveda ena situacija, mislim pa, da ne vsaj vsi. Če pa so bili kriminalisti, pa je to izjemno pomembno vprašanje, ki ga je potrebno razčistiti, zlasti zato, ker je policistom in kriminalistom prepovedano delo izven službe, odnosno in morajo imeti dovoljenje za tako delo se strani generalnega direktorja policije, ki bo tudi prisoten in seveda mu bomo ta vprašanja zastavili. Gre seveda za sum, da je prišlo do zlorabe policijskih pooblastil, če je temu tako. In ta vprašanja so izjemnega pomena in potrebno jih je razčistiti. Tudi odhod gospoda Kosa s protikorupcijske komisije, odnosno prekinitev pogodbenega sodelovanja z njim, ki ga je že opravil gospod Klemenčič, nakazuje na stanje, ki ga je potrebno preiskati.